Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, spoštovani gostje in vsi ostali prisotni, tokrat vas pozdravljam nadaljavo. Opravičujem se, ker danes ne morem biti fizično prisotna med vami. Prav rada bi vas ponovno srečala v živo, vendar sem zaradi službenih obveznosti morala ostati v Bruslju. Vem, da ste na kongresu zbrani vsi, ki vam krščanska demokracija veliko pomeni. Zanjo ste pripravljeni žrtvovati vaš čas in narediti vse, da bomo uspešni v slovenski politiki, na državni in na lokalni ravni. Pa ne samo v slovenski, pač pa želite poznati in tudi sooblikovati politične usmeritve in vizije evropske politike oziroma Evropske unije. Krščanska demokracija ima bogato zgodovino in tradicijo. Hkrati si v stranki prizadevamo za prepoznavno vlogo v sodobnem političnem življenju. Verjamemo v moč demokracije, dialoga in sodelovanja ter v pravico državljanov, da soodločajo o stvareh, ki vplivajo na njihovo življenje. Kot poslanka Evropskega parlamenta se želim osredotočiti na 3 ključne teme, ki so pomembne za prihodnost Evropske unije in s tem tudi Slovenije. Zeleni prehod v Evropski uniji, vprašanja migracij in razmere v Ukrajini in Gazi. Letošnje katastrofalne poplave so še en dokaz več, da tudi Slovenija čuti podnebne spremembe. Žal so slabe napovedi postale resničnost, ki zahteva ukrepanje. Vse bolj smo priča ekstremnim vremenskim pojavom, taljenju ledenikov in izgubi biotske raznovrstnosti. Naš planet kliče po rešitvah, ki bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov in ohranile naše naravne vire. Evropski zeleni dogovor je tako naš ključni okvir za dosego teh ciljev. Postavlja jasne smernice za zmanjšanje emisij, povečanje energetske učinkovitosti in spodbujanje obnovljivih virov energije. Naše politike morajo temeljiti na znanosti in dokazih ter upoštevati, da so naši viri omejeni. Zavedam se, da to obdobje velikih sprememb in izzivov za nikogar ni enostavno. Novi ukrepi vplivajo na vse, na gospodarstvo, kmetijstvo, zaposlovanje, izobraževanje, turizem, promet, kot tudi na vsakega posameznega državljana. Zeleni prehod bo zahteval naložbe in prilagoditve na vseh ravneh družbe. Prav tako je ključno, da bomo zagotovili pravičen zeleni prehod, ki nikogar ne bo pustil na cedilu. Naša zavezanost zelenemu prehodu ni le politična, ampak tudi moralna. Imamo odgovornost do naših otrok in vnukov, da jim predamo v upravljanje planet, ki bo bolj zdrav, trajnosten in poln priložnosti tudi za prihodnje generacije. Da bodo tudi naši otroci imeli upanje in varno prihodnost. Slednje nas pripelje do vprašanja varnosti in migracij v Evropski uniji. Migracije niso nov pojav in so del naše in evropske zgodovine. Vendar se migracijski izzivi, s katerimi se soočamo danes, razlikujejo od tistih v preteklosti. Svet se spreminja in postaja vedno bolj soodvisen, prepleten in žal tudi zapleten. Konflikti, revščina, podnebne spremembe in gospodarske razmere pa spodbujajo ljudi, da iščejo boljšo priložnosti in rešitve za svoje probleme, tudi zunaj svoje domovine. Zavedamo se, da nekateri migracijske poti tudi zlorabljajo za terorizem, tihotapljenje ljudi in druga nezakonita ravnanja. Vprašanje migracije v Evropski uniji tako ni le varnostno vprašanje, ampak je tudi človekoljubno in razvojno vprašanje. Zato je pomembno, da Evropska unija postavi jasna pravila varovanja svojih zunanjih meja. Preprečiti moramo masovne nezakonite migracije in več pozornosti nameniti zakonitim migracijam, ki jih prav tako potrebujemo.
Vsak priseljenec, ki želi živeti in delati v naši državi, pa mora sprejeti tudi naše standarde in izpolniti vse tiste osnovne pogoje, da se bo lahko polno vključil v družbo. Le tako bo zadovoljstvo obojestransko. To pričakujem tudi od novega migracijskega pakta Evropske unije, ki je trenutno v postopku sprejemanja. Do sedaj še nismo našli učinkovitih rešitev na tem področju in to temo čedalje bolj zlorabljajo tudi populisti, ki so nemalokrat spodbujeni in plačani od naših tekmecev in nasprotnikov v Evropi in tudi v svetu. Ta tema je zelo priročna za strašenje ljudi in populizem, ki je zelo nevaren za Evropsko unijo. Populisti, ki so velikokrat tudi nacionalni egoisti, ne smejo prevladati v prihodnji sestavi Evropskega parlamenta. To bi lahko pripeljalo do razpada Evropske unije in do velike krize v Evropi. Navsezadnje pa v luči sobivanja in varnosti v Evropi ne smemo pozabiti tudi na pomen širitve Evropske unije. Izvorna ideja o EU je nastala po drugi svetovni vojni, da bi si prej sprte države s sodelovanjem na gospodarskem področju zagotovile mir in večjo stabilnost v Evropi. S širjenjem v vzhodno in južno Evropo se ta cilj lahko še bolj utrdi. Pridružile naj bi se države, ki so del evropskega prostora in bi od te pridružitve lahko imeli vsi veliko koristi. Morajo pa se zavezati našim skupnim vrednotam in standardom, ki veljajo v Evropski uniji, da bodo lahko prispevale k miru in stabilnosti v regiji. Vse članice Evropske unije morajo spoštovati vladavino prava in druge temeljne vrednote Evropske unije, kot so solidarnost, svoboda medijev, socialna pravičnost, dialog in demokracija. Brez te zaveze Evropska unija ne more obstati. Evropa in svet se soočata z dvema velikima vojnima žariščema v Ukrajini in Gazi. To se dogaja na pragu Evropske unije in močno vpliva tudi na varnost v Evropi. Razmere v Gazi so kompleksne, občutljive in imajo velik vpliv na civilno prebivalstvo in mir v celotni regiji. Evropska unija podpira Izrael, ki je bil napaden in se ima pravico braniti. Je tudi edina demokratična država na tem območju in je velik partner EU na področju trgovine, znanosti, kulture in tudi varnosti. Naše partnerstvo temelji na skupnih vrednotah in interesih, zato si želimo okrepiti sodelovanje na številnih področjih. Ob tem pa ne smemo spregledati palestinskega naroda, ki je žrtev te vojne in terorističnih organizacij, kot je Hamas v Gazi. Hamas ne predstavlja Palestincev v celoti in ne dela za njihovo dobro in rešitev problemov z Izraelom. Zlorablja bolnišnice za skladiščenje orožja in svoja skrivališča. S tem pa ogroža civilno prebivalstvo, bolne in ranjene ter nič krive otroke, ki so največje žrtve tega konflikta. Evropska unija poziva obe strani k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in rešitvi, ki bi omogočila dolgoročno stabilnost v celotni regiji. Podpiramo prizadevanja za mir in dialog med vsemi udeleženimi stranmi. Vojna v Ukrajini še veliko bolj neposredno vpliva na stabilnost Evropske unije. Postavlja pod vprašaj ozemeljsko celovitost Ukrajine in meje v Evropi, ki so se začrtale z razpadom nekdanje Sovjetske zveze. Spoštovanje ozemeljske celovitosti je ključno za stabilnost regiji in celotni Evropski uniji. Ukrajina je branitelj svoje suverenosti in branik pred osvajalnimi težnjami velikega diktatorja in vojnega zločinca, ki je izgubil razsodnost. Stabilnost v Ukrajini je posledično izjemno pomembna za obnovo miru in ohranitev demokracije v vzhodni Evropi. Ukrajina je na dobri poti približevanja Evropski uniji. Ko bo dosežen mir in bo izpolnila pridružitvene pogoje,
bo zagotovo postala tudi članica naše velike družine EU. Evropska unija se zavzema za diplomatsko rešitev konflikta in spodbuja vse vpletene strani k dialogu in prekinitvi sovražnosti. To bi bilo najbolje za oba naroda, obe državi, predvsem pa za ljudi na obeh straneh bojne črte, ki so vedno žrtev potez nepopustljivih in vase zagledanih diktatorjev. Spoštovani, dovolite mi, da nekaj besed namenim še vlogi krščanske demokracije v Sloveniji. Krščanska demokracija predstavlja temeljne vrednote in načela, ki so odigrala ključno vlogo pri oblikovanju evropske in slovenske družbe, kulture in politike. Te vrednote so odločilno vplivale na razvoj demokracije nasploh. Krščanska demokracija izhaja iz krščanskih vrednot in prepričanj ter temelji na načelih solidarnosti, pravičnosti, človečnosti in spoštovanja dostojanstva vsakega posameznika. V naši raznoliki družbi se krščanske vrednote združujejo s pozitivno priznanimi svetovnimi vrednotami. Nagovarjajo nas k spoštovanju različnosti in strpnosti do vseh vir, ras, prepričanj in kultur. Naše vrednote še naprej poudarjajo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Družina, socialna pravičnost, varovanje okolja, možnost izobraževanja in svobodnega kulturnega ustvarjanja, spoštovanje dela in z delom ustvarjene lastnine so vrednote, ki nas spodbujajo k soustvarjanju boljše in pravičnejše družbe. V Evropski uniji se pod geslom Združeni v različnosti zavzemamo za medsebojno spoštovanje in sodelovanje med različnimi državami in kulturami, kar je tudi temelj krščanske demokracije. To jo tudi umešča na zgodovinsko, nenadomestljivo mesto. Glede na vrednote, ki jih zagovarjamo, državljani od nas pričakujejo več. Pričakujejo modre in nesebične odločitve. Pričakujejo pošteno in transparentno ravnanje. Pričakujejo, da smo glas razuma sredi zmedene dnevne politike. Krščanska demokracija, ki je odigrala pomembno vlogo pri nastajanju samostojne slovenske države, si vse od svojega nastanka prizadeva za boljšo prihodnost naše domovine. Verjamemo v vrednote krščanske demokracije. Upam, da bodo naše politične odločitve tudi v prihodnje temeljile na teh vrednotah. Odražati morajo potrebe in pričakovanja ljudi, ki nam zaupajo svoj glas. Naš naslednji preizkus med volivci nas čaka že prihodnje leto, ko so na vrsti evropske volitve. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaš glas in podporo, ko sem lahko v tem mandatu zastopala vas in Slovenijo v Evropskem parlamentu. Kot ste verjetno že seznanjeni, bo Slovenija z naslednjim letom imela enega evropskega poslanca ali poslanko več. Želim si, da bi dodatni slovenski sedež v Evropskem parlamentu pripadal prav naši krščanski demokraciji, ki se zaveda pomembnosti trdne, močne in povezane Evropske unije. Kongres sprejema odločitve za prihodnost, združuje in povezuje naše člane. Raznolikost prispeva k bogatejšim in boljšim rešitvam. Bodimo ponosni na naše vrednote, ki nas združujejo in s tem sooblikujejo slovensko ter tudi evropsko družbo. Prav vi, naši člani, ste tudi naša največja moč, naše bogastvo. Računamo na vas. Bog živi Slovenijo!